Med ljubljanskima rokodelskima ulicama Trubarjevo in Rozmanovo ter Petkovškovim nabrežjem je do konca 19. stoletja delovala Janeževa strojarna. Po letu 1900 je tovarna prešla v last družine Polak in uspešno delovala kot usnjarna. Po drugi svetovni vojni so v tovarni najprej izdelovali pisalne stroje, nato pa kolesa Rog. Prostor je po zaprtju tovarne Rog leta 1991 sameval in propadal. Leta 2002 smo v mestni občini Ljubljana podpisali pogodbo za odkup in se posvetili projektu ureditve celotnega območja. Do leta 2016 smo pridobili gradbeno dovoljenje, na natečaju izbrali skupino domačih in mednarodnih arhitektov ter zagotovili projektno dokumentacijo za izvedbo investicije. Začeli smo z ekološko sanacijo območja, a je bila ta junija 2016 zaustavljena zaradi nasprotovanja začasnih uporabnikov Roga, ki so leta 2006 zasedli manjši del območja. V letu 2017 smo začasnim uporabnikom ponudili možnost brezplačnega delovanja na 500 kvadratnih metrov urejenih in varnih površin v novem centru Rog, a tega niso sprejeli, zato se spor rešuje na sodišču. Danes je območje Roga komunalno neopremljeno, je brez vode, elektrike in kanalizacije. Deli stavb so statično nevarni, tam pa je tudi precejšnja količina kemikalij in azbesta, kar pomeni, da je Rog ekološko izjemno tvegano območje. V mestni občini Ljubljana si želimo varno in kakovostno sanacijo in obnovo območja, v korist mesta in potreb meščank in meščanov. Zato na sodišču uveljavljamo lastninsko pravico pridobljeno leta 2011, ko je tovarna Rog iz zasebne lastnine dokončno prešla v last mestne občine Ljubljana. Z revitalizacijo območja bomo vzpostavili povezavo med sedanjim mestnim središčem, kulturnim centrom Metelkova, novo galerijo Cukrarna in palačo Cukrarna, središčem za knjigo ter mlade. Sprehajalno pot bomo tako podaljšali in povezali celotno Petkovškovo nabrežje od Tromostovja do Plečnikovih zapornic. Z novimi javnimi površinami, namenjenimi predvsem pešcem in kolesarjem, podzemno parkirno hišo centra Rog, prostori za druženje s pripadajočo prilagojeno gostinsko ponudbo in umetniškimi trgovinami, bomo povečali kakovost bivanja za prebivalce in obiskovalce Ljubljane. V novem centru Rog bomo uredili 11.000 kvadratnih metrov novih javnih površin in tam uporabnikom na nepridobitni osnovi ponudili tehnično opremo ter prostore za kulturne, izobraževalne, tehnološke, raziskovalne in druge ustvarjalne dejavnosti. S tem bomo zadovoljili vedno večjo potrebo po sodobnih produkcijskih prostorih in tehnični infrastrukturi, česar v Ljubljani sedaj primanjkuje. V 3D Rog Labu bomo zagotavljali najnovejšo tehnično infrastrukturo, ki je danes nepogrešljiva za inovativne ustvarjalne procese, zlasti na področju industrijskega oblikovanja. Program centra Rog bo mednarodni, njegova programska platforma bo odprta. Zato bomo kar 20 prostorov brezplačno oddajali različnim ustvarjalcem in skupinam. Potrebe prebivalcev tega območja bo zadovoljila splošna knjižnica, katere del bo tudi specializirana zbirka gradiv z področja arhitekture, oblikovanja in kreativnih industrij. V večnamenski dvorani pa bo prostor za koncerte, razstave, intermedijske dogodke in izobraževalne dejavnosti. Bistvo centra Rog so javni in inovativni programi. Z njimi bomo zagotovili višjo kakovost bivanja in odlične pogoje za ustvarjanje vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom. Center Rog je investicija v ustvarjalno Ljubljano.